Evropa namreč pričakuje nadaljevanje priseljenskega toka in s tem tudi večje izzive za reševanje socializacijske problematike. Vključevanje mladoletnih priseljencev brez spremstva predstavlja trenutno v celotnem evropskem prostoru največji izziv. Tukaj naj še posebej izpostavim primer Švedske, od katere se tudi učimo, na kakšen način še posebej mladostnike brez spremstva skrbno spremljati na način, da ostajajo v šolah, da ostajajo v izobraževalnem sistemu, da zaključujejo seveda potem tudi svoj izobraževalni proces in da seveda skozi to pot odraščanja vendarle najdejo neko socializacijo znotraj okolja, v katerega so umeščeni. Zato lahko rečem, da je to morda še posebej posebna skrb te medresorske skupine in da se tudi zelo previdno in hkrati, lahko rečem, zelo strokovno išče namestitve tam, kjer bi res lahko najbolje doprinesle najprej k prvim korakom umeščanja v prostor. Ti so namreč najbolj občutljivi, prvi trenutki soočanja z novim okoljem so, lahko rečemo, najbolj tudi ranljivi lahko za te posameznike. Lokacije osnovnih in srednjih šol, ki bi sprejele dodatne priseljenske otroke v izobraževalni sistem, še niso točno določene. Naj povem, da v tem trenutku je 39 otrok priseljencev že vključenih v osnovne šole, da je 21 mladoletnikov prosilcev za mednarodno zaščito starih nad 15 let, ki so že vključeni tudi v osnovno šolo za odrasle, kjer se učijo prav tega kulturnega aspekta jezika in seveda, da pričakujemo znotraj te kvote določeno število tako mlajših otrok, kot tudi mladostnikov lahko brez spremstva. Je pa to seveda zelo odvisno od trenutka, torej tistega obdobja, ko se bodo seveda migrantski tokovi razširili ponovno v okviru kvot znotraj posameznih držav in naprej težko napovemo natančno, s kakšnimi znanji bodo prišli, s kakšnimi že, bi rekla, vedenji, kako hitro jih lahko nekam umestimo. In ta strokovna presoja na začetku je zato ključnega pomena. Pomemben dejavnik pri izbiranju šol je predvsem ta, da so čim bližje namestitvenemu centru posameznega mladostnika.